Pozdravljeni! Danes bomo govorili o govornih predstavitvah. Najprej se bomo vprašali, kako se obnašamo med govornim nastopom. Na to, kako se pripravimo na govorni nastop in kako pripravimo prosojnice. Nazadnje pa še, kako vadimo in dejansko potem izvedemo govorno predstavitev. Naše osnovno izhodišče za govorne predstavitve naj bo, da se ne pretvarjamo. Bodimo res to, kar smo, in čeprav imamo morda na začetku vsi nekoliko treme z vajo in z pogostejšim nastopanjem, seveda to vajo, to tremo tudi izgubimo. Nastopanja se je dejansko možno naučiti tako kot številne druge spretnosti, predvsem s prakso. In naše osnovno izhodišče, kako si predstavljamo govorni nastop, je, da ga skušamo izvesti kot neki pogovor, razlago, kjer namesto nekega ožjega kroga prijateljev nagovarjamo večjo skupino ljudi. Zelo pomemben je tudi pristop govornemu nastopu. Namreč to, kar govorimo, kar razlagamo, moramo res verjeti v to oziroma govoriti z nekim navdušenjem, kajti čisto vsak govorni nastop ima elemente nekega prepričevanja. Kakšen naj bo naš glas in naše telo med govornim nastopom? Glas lahko izboljšamo s pokončno in odprto držo ter primernim dihanjem in ustreznimi premori med stavki. Velikokrat imamo težavo z našim telesom, z rokami, ni nam čisto jasno, kaj naj počnemo z našimi rokami. Povsem običajno je, da govor spremljajo naravne kretnje rok, ki pa naj bodo nekje med pasom in vratom. Nikakor pa roke ne sodijo v naš žep. Gibanje po odru, po prostoru naj bo umirjeno. Gledamo občinstvo večino časa in pogled premikamo v različne dele dvorane. Paziti moramo tudi na besedna in zvočna mašila, ki jih običajno povsem nezavedno uporabljamo. Naš glas naj ne bo enoličen, naj se spreminja, tako da poudarjamo posamezne dele naših sporočil in delamo seveda tudi ustrezne premore. Glas in naše telo morata biti v sozvočju, saj telesna govorica velikokrat nosi celo več sporočilnosti kot izgovorjene besede. Še beseda o obleki. Včasih smo v zadregi, kako se obleči za določen javni nastop. Splošno pravilo je, da se oblečemo za odtenek bolje, kot to od nas pričakuje občinstvo oziroma situacija. Še nekaj o tem, kakšna naj bo komunikacija. Ker je osnovni cilj nastopa, da si ljudje to, kar jim povemo, čim več zapomnijo, tako da znajo videno in slišano uporabiti, ne smemo poslušalce preobremeniti z informacijami,
po drugi strani seveda pa jim tudi ne smemo podati premalo informacij, se pravi, niti preveč, niti premalo informacij je pravo izhodišče. Pri tem moramo seveda upoštevati, kakšno predznanje imajo naši poslušalci, kaj so sposobni razumeti. Pri komuniciranju moramo upoštevati načelo ustreznosti, kar pomeni, da sporočilo lažje razumemo, če je skladno s svojo obliko in ne v nekem nasprotju, tako kot recimo, če besedo majhen napišemo z večjimi črkami ali recimo besedo zelen z rdečo barvo. Načelo informacijske spremembe pomeni, da vsaka sprememba v lastnostih nekaj pomeni. Naprimer, za isti pojem uporabljajmo vedno isto besedo in ne druge sopomenke, kajti potem nam ni povsem jasno, ali gre za isti pojem ali ne. Tudi za vizualne stvari, recimo za naslove, vseskozi uporabljamo isto velikost in isto barvo. Pri komuniciranju je zelo pomembno načelo omejenih spominskih kapacitet, namreč informacije se iz senzoričnega spomina najprej zapišejo v kratkotrajni spomin, kjer ostanejo nekje do 1 minute in šele nato se, če sploh, zapišejo v dolgotrajni spomin. In ta kratkotrajni spomin ne smemo preobremeniti. Kapaciteta kratkotrajnega spomina je nekje okoli 7 pomenskih enot. In iz kratkotrajnega spomina se informacija lažje zapiše, če to informacijo ponavljamo, če jo utrjujemo z spraševanjem ali če jo primerjamo z nekimi že znanimi stvarmi. Kako se pripravimo na govorni nastop? Najprej moramo razjasniti, kaj je pravzaprav cilj našega nastopa. Informirati, prepričati, motivirati, zabavati in tako naprej. Skoraj vsak govorni nastop je neka kombinacija teh različnih ciljev, čeprav je pri zagovoru diplome prav gotovo v ospredju informiranje in prepričevanje komisije, da ste to, kar ste naredili v svoji diplomski nalogi, res naredili sami, kvalitetno in da področje dobro razumete. Pomembno je tudi, kaj je sporočilo nastopa, oziroma če to sporočilo nastopa izhaja iz nekega pisnega sporočila, kot je recimo pri zagovoru diplome. V takem primeru moramo izbrati ustrezne poudarke iz pisnega sporočila, saj enostavno ni možno v kratkem 10-minutnem času povedati vse, kar je zapisano v pisnem delu diplomskega dela. Zavedati se moramo tudi, da vrstni red podajanja informacij v ustni predstavitvi ni nujno enak kot v pisnem dokumentu. Lahko se odločimo, da bomo najprej predstavili recimo rezultate in potem šele razložili, kako smo do teh rezultatov dejansko prišli. Pri načrtovanju oziroma pripravi govornega nastopa je zelo pomembno, da vemo, koliko časa imamo na voljo. Pri zagovoru diplomskega dela je to običajno 10 minut. Potem, kakšno predznanje imajo naši poslušalci. Pri zagovoru diplomskega dela se orientirate seveda predvsem na komisijo, ki vas posluša in ocenjuje. Torej so tako rekoč, imajo ekspertno znanje s področja računalništva.
Nenazadnje je pomembno tudi, kje bo govorni nastop potekal in kakšno tehnologijo imamo na voljo. Kako je običajni govorni nastop strukturiran? Uvod, jedro in zaključek. Uvod in zaključek vsak po 10%, jedru pa namenimo 80% časa. V uvodu moramo povedati, moramo na nek način občinstvo animirati, da nas bo poslušalo, povedati moramo, kakšna so naša izhodišča in kaj lahko pričakujejo od našega govornega nastopa. Skratka, uvod kratek in takoj nekako k samemu bistvu nastopa. Jedro mora biti ustrezno strukturirano na več delov, toda že v uvodu moramo podati jasno pot skozi to strukturo. Potrebno je definirati osnovne pojme, uporabljati konkretne primere, vsak del pa zaključiti tudi s kratkim povzetkom. No, v zaključku je potrebno ponoviti glavna izhodišča naše predstavitve in tudi glavne zaključke oziroma rezultate našega dela. Kakšna je vloga projekcijskega gradiva? Projekcija na nek način odpre poleg verbalnega še vizualni kanal do našega spomina oziroma do spomina naših poslušalcev. Prosojnice naj le podpirajo govornika, nikakor pa ga ne smejo zasenčiti. Zato naj bodo prosojnice enostavne in minimalistične. Razne vizualne efekte, video in zvok uporabimo le izjemoma, takrat, kadar je to res potrebno kot ilustracijo nekega vsebinskega vidika. Prosojnice po drugi strani služijo tudi kot nek plonk listek za govorca, saj ga spomnijo, kaj mora v nekem določenem trenutku povedati. Kako pripravimo prosojnice? Eno od takih praktičnih navodil je pravilo 6x6, kar pomeni, da na eni prosojnici naj bo največ 6 alinej po največ 6 besed. Splošno pravilo je tudi, da na eni prosojnici naj bo le ena zaokrožena ideja. Naslednjo praktično pravilo pravi, da za 1 minuto predstavitve pripravimo največ eno prosojnico. Pomemben je seveda enoten izgled prosojnic in za svetle prostore uporabimo temne črke na svetlem ozadju. Za izdelavo prosojnic imamo na voljo različna orodja, kot so PowerPoint, Prezi, LaTeX in smiselno je v izbranem orodju potem izbrati dobro osnovo oziroma že izdelano predlogo. Kako vadimo govorno predstavitev? Včasih se nam zdi, da je nekdo zelo spontan v svojem nastopu. Vendar ravno spontanost običajno zahteva zelo veliko vaje in priprav. Kako vadimo? Vadimo tako, da dejansko govorimo na glas v tempu pravega nastopa. Stojimo pred ogledalom, se snemamo ali imamo tesno občinstvo. Le tako dobimo občutek, koliko časa bo nastop dejansko trajal. Prosojnice naj bodo naša edina pomoč pri izvedbi nastopa. Govora se nikakor ne smemo učiti na pamet, smiselno pa je tudi, da se predhodno seznanimo s prostorom, kjer bo potekala govorna predstavitev, da razmislimo, kje bomo stali, kje bo naš računalnik in tako naprej.
No, še nekaj besed o sami izvedbi govorne predstavitve. Ko stopimo pred občinstvo, počakamo, da nastane tišina, se predstavimo in navežemo kontakt z občinstvom, običajno tako, da podamo nek pregled vsebine. V samem jedru nastopa skušamo pripovedovati neko zgodbo. Točke in slike na prosojnicah pravzaprav čakajo na naše besede, ki povežejo vse v neko smiselno celoto. Načeloma naberemo s prosojnic razen najpomembnejših zadev, na primer kakšno definicijo. Govoriti moramo v kratkih stavkih in običajno počasneje kot v vsakdanjem govoru. Občinstvo moramo opazovati, da ugotovimo, če nam lahko sledi, če nas razume in če je potrebno, moramo neko razlago ponoviti. Kadar pišemo ali rišemo na tablo, ni potrebno, da pri tem tudi govorimo, saj takrat običajno smo obrnjeni s hrbtom proti občinstvu. V samem zaključku je potrebno ponovno poudariti glavna sporočila naše predstavitve in seveda potem na koncu omogočiti še vprašanja poslušalcem. No, v naslednjih 3 prosojnicah je še nekaj praktičnih navodil, o katerih smo že govorili v angleškem jeziku, tako da si dajte tudi ta del prebrati in razmisliti o govornih nastopih. Hvala lepa.